Dobro jutro, upam, da si ok, da si že v akciji. Danes pa sem ti želela mogoče deliti eno malo drugačno zgodbo oziroma te tudi povabiti, da razmišljaš o tem, in sicer meni se je zdaj že kar nekajkrat zgodilo, da grem na kakšen dogodek, lahko je v živo ali pa tudi online, ampak sploh v živo me zmeraj preseneti, ko potem pristopi do mene kakšna podjetnica pa mi reče: "Jaz te pa poznam," in jaz gledam kot tako malo začudeno, ker ne poznam, nimam pojma, od kod bi se poznale, oseba mi ni poznana in tako naprej. In te kar prepoznajo, ker te recimo spremljajo ali na videih, ali na podcastih, ali spremljajo tvoje novice, ali spremljajo na družabnih omrežjih, ali so bili mogoče na kakšnem tvojem brezplačnem dogodku in tako naprej, In je tako zelo zanimivo, ker te v bistvu poznajo, še preden ti sploh kaj rečeš ali pa se predstavljaš ali kaj takšnega. In če pogledamo iz vidika branda, prepoznavnosti, je seveda to verjetno nekaj, kar si verjetno vsi želimo. Pa ne zaradi tega, ker bi želeli biti mogoče nujno neka zvezda in hoditi po rdeči preprogi ali pa kaj takšnega, ampak verjetno zato, da lahko v bistvu z nekimi orodji dosežemo ljudi, torej da dosežemo več ljudi, hkrati z njimi gradimo zaupanje, tudi če ne delamo z vsakim posamezno. In potem se nam seveda lahko zgodi, da nas torej prepoznajo na različnih dogodkih, brez da se sploh predstaviš. In ta občutek je taki, kako bi rekla, zelo velika hvaležnost oziroma je res taki luštkan občutek, ko veš, da tvoje delo vseeno ni zaman, da tudi če nekdo ni ful aktiven na družabnih omrežjih, pa ti ne odpisuje na maile in tako naprej, vidiš, da vseeno od zadaj spremljajo in so aktivni. In to je definitivno možno za čisto vsakega podjetnika pa podjetnica, je pa fajn, da imamo seveda nek sistem. Sistem, po katerem delujemo, sistem, po katerem ustvarjamo oziroma damo svojim potencialnim strankam sploh možnost, da nas spoznajo. In pri tem smo seveda lahko zelo, zelo učinkoviti, saj vsak delček, recimo vsako blog, ki ga objavimo recimo na svoji spletni strani, je v bistvu en dodaten košček, ki ga lahko potem nekdo še leta in leta spremlja, preko njega se segreva, te spoznava in tako naprej. Tako da je fino v bistvu, da res razmislimo o tem, ali imamo neke sisteme, ki nam omogočajo, da lahko v ozadju gradimo svojo prepoznavnost, tudi če mi nismo v stiku ena na ena ali pa individualno z posameznimi potencialnimi strankami ali pa posameznimi osebami. Ker na ta način lahko res zgradimo zelo, zelo velik nekako posel. In zdaj, kaj lahko že mogoče danes greš v akcijo in pa narediš, je, da v bistvu poskrbimo za konsistentno prisotnost. To ne pomeni, da moramo biti popolni, ampak to pa pomeni, da se večkrat pojavljamo v javnosti, če tako temu rečemo. To pomeni, da ali imamo tudi objave na družabnih omrežjih, ampak ne samo to. Mogoče imamo kakšen svoj šov, kot je podcast, kot je blog, mogoče imamo kakšne redne dogodke, kjer nas lahko organiziramo online ali offline, kjer nas lahko spoznajo, kjer jim damo možnost, da tvoje potencialne stranke sploh pridejo v tvojo družbo in te še bolj spoznajo. In ljudje si definitivno zapomnijo, ko nekoga večkrat vidijo, ko večkrat slišijo tvojo idejo, tvoj obraz, tvojo energijo in tako naprej. In skozi to se potem v bistvu zgradi zaupanje in potem pride tudi lažje lahko do prodaje. Zelo pomembno je seveda tudi, da imamo neko vizualno podobo, ki je zmeraj bolj ali manj enaka. Se pravi, da če objavljamo na družabnih omrežjih ali pa imamo neke grafike ali pa vabilo na dogodek, da ima to neko rdečo nit, da ko nekdo vidi te naše grafike, vabila, objave, karkoli drugega, da točno ve, aha, to je pa ta.
to pa spada k tej. In da ni zmeraj nekaj drugega in da ugotavljajo, okay, kaj je pa zdaj to, od koga je, ampak da smo prepoznavni že na takoj, ker s tem, ko smo konsistentni tudi v vizualni podobi, to pomeni, da bomo hitreje tudi gradili našo prepoznavnost. Potem je zelo pomembno, da imamo jasno pozicioniranje. Torej, da imamo zelo dobro jasnost, kdo si ti, komu pomagaš, na kak način, in to tudi večkrat govoriš o tem. In ko gradimo ali osebni brand ali brand v stilu, tisti brand, ki je za logotipom, je zelo pomembno, da smo v svoji energiji, ker lahko na ta način nas v bistvu potencialne stranke tudi začutijo, tudi spoznajo. Sploh, če ponujamo neke storitve, preko katerih se ljudje povežejo ali pa da delamo preko storitev 1 na 1, je še zelo pomembno, da se sfiltrirajo že tisti, ki so naše prave idealne stranke in je z njimi fajn sodelovati, in tudi med tistimi, ki niso ta prave stranke. Zato pa je zelo pomembno, da imamo jasnost, za koga smo in pa za koga nismo, da se potem lahko tudi sami filtrirajo. Tako da danes sem ti mogoče samo želela podati eno tako zgodbico, podeliti, da če mogoče si želiš takšno prepoznavnost, da seveda je možno in da lahko z majhnimi koraki tudi zelo hitro prideš do takšne ali pa seveda zelo večje prepoznavnosti, da ne bo kdo mislil, da je zdaj to takšna prepoznavnost, da je to za znoret, ampak seveda lahko jo gradimo tudi na tak bolj, če rečemo temu, tihi način oziroma na tak način, ko ustreza nam osebno. Tako da, če še nisi, se seveda te povabim, da se pridružiš na Zemljevid do legendarne prodaje, kjer že pridno delamo na prodaji in na dnevnih izzivih, na rednih srečanjih. Link do brezplačne vstopnice najdeš spodaj v opisu ali pa na mod.si/zemljevid. Tako da bom pa vesela, če v komentar zapišeš, ali se je tudi tebi že kdaj kaj takega zgodilo, pa kaj trenutno delaš na tem, da raste tvoja prepoznavnost.